No, zdaj, mogoče vsem treba na začetku vsej okvir povedati, ne, kot je razvidno iz naslova, je gre za 47. po vrsti mednarodno konferenco, ki jo organizira Slovenski center PEN, praktično od takrat, ko je prvič organiziral kongres, leta 1965 na Bledu, svetovni kongres mednarodnega PEN-a in to potem še 40 let ponovo, leta 2005. Zdaj, tradicionalno ta konferenca poteka tako, da se v okviru konference, odkar je ustanovljen, se stane na svoji letni skupščini tudi odbor mednarodnega PEN-a Pisatelji za mir in ta odbor organizira poleg tega svojega rednega letnega zasedanja vsako leto tudi eno okroglo mizo na temu, ki je pač v skladu nekako z njegovim delovanjem pa z njegovim poslanstvom. Kot veste, je ta odbor bil ustanovljen konec 80-ih let, ko so se začele nekako kazati grožnje ali pa neke napovedi razhoda in lahko tudi dramatičnega razhoda Jugoslavije. In izkazalo se je v naslednjih desetletjih, da je ustanovitev tega odbora poleg drugih odborov v PEN-u še kako utemeljena. Letos bo ta odbor nekako upravil na Bledu dva razmisleka. En razmislek, ki je tema seveda zasedanja samega odbora, je predvsem namenjen temu, kako v nekih okoliščinah, ki so za vse nas ne tako nove, postajajo pa vedno bolj jasne, pravzaprav naj odbor deluje in organizira svoje delo. Tradicionalno je bilo to tako, da je odbor, tako kot drugi odbori znotraj PEN-a, nekako skozi leto pripravilo neka stališča, resolucije o tem, kar se je v svetu na področju ogroženosti miru ali vojn dogajalo. Pričemer je seveda PEN v celoti in tudi ta odbor računal na to, da bo to nekdo slišal in nekdo upošteval. Ne? Ta nekdo bi pač ne bile oblasti, ne bile mednarodne organizacije, ki so zadolžene za mir v svetu in ne bi bile predvsem oblasti v konflikte vpletenih držav. Tako kot najbrž tudi vi, ne? Tudi mi opažamo, da je glas intelektualcev nasploh, pisateljev, če ne gre za strogo pač literarno delovanje, vedno manj slišan, vedno manj na nek način tudi upoštevan in da je najbrž treba razmisliti, kako pravzaprav v prihodnje delovati. Nam se nekako v zadnjem času kaže, da bi mogoče bilo potrebno bolj neposredno se povezovati s tistimi dejavniki, ki so, kot sem že prej rekel, po svoji osnovni funkciji zadolženi za mir v svetu. Razloga sta dva, mislim predvsem na organizacije Združenih narodov in podobne,
še manjše organizacije. Zakaj? Ne? Zato, ker se tudi zdi vedno bolj, da organizacija Združenih narodov pogosto pravzaprav svojo vlogo prepušča skuša prepustiti drugim in to tistim, ki so pravzaprav sami v mnogih primerih metilci konfliktov. Ne? Mislim zlasti za NATO in tako naprej. Ne? No, skratka, mi smo pred 2 leti oblikovali Blejski manifest. Že 2 leti se nekako bolj ali manj uspešno ukvarjamo s promocijo tega manifesta. Gre za manifest, ki se zavzema za to, da bi se pravica do miru razglasila za eno od univerzalnih človekovih pravic in se vključila v obveste listino, oziroma univerzalnih človekovih pravic. V okviru OZN deluje v Švici en odbor, ki se s tem ukvarja, ampak zelo počasi. Na zadnjem zasedanju je ta odbor, še to povem, tudi pod pritiskom nekaterih držav, zlasti Združenih držav in tako naprej, že spet moral kakšen korak nazaj narediti, namesto korak naprej. Ne? No, in nekateri člani tega odbora zdaj apelirajo na nas, da bi mi tudi Bleda poslali neko sporočilo na tem odboru, ponovno pa nekaj poskušali spodbuditi, da nekaj naredi. Hkrati pa je pač predlog, da naj bi na tem zasedanju sprejeli neko sporočilo, ki bi ga mogoče na en tak mal, če bo odbor za to tradicionalni aktivistični način pošiljali posameznikom, ki predstavnikom oblasti, verskim voditeljem in tako naprej, ne, po svetu, da bi kot nek apel za mir, pa zato, da se angažirajo na tem področju. Poleg tega, s tem bom končal, bomo imeli pa okroglo mizo. Na okrogli mizi bomo govorili, kot je naslov, vidne in nevidne vojne. Gre predvsem za to, da nekako opažamo, ne, da je pravzaprav en zelo velik del sveta v vojni, ampak te vojne se nekako ne zavedamo na podoben način ali pa na tak način, kot smo se zavedali svetovnih vojn, recimo v preteklosti. Ne. In to zato, ker se nekako vztrajno prikazuje to kot posamične konflikte. Konflikt v Afganistanu, konflikt v Iraku, konflikt v Siriji, konflikt v Libiji, konflikt v Nigeriji in tako naprej. In se skuša prikazati, da gre za neke nepomembne, manjša žarišča. V bistvu pa, če dobro premislimo, gre pravzaprav za več bolj ali manj jasen konflikt, ki ima civilizacijske dimenzije, ne, in resnosti, katerega bi se najbolj kazali malo bolj zavedati kot vse. In zbor bo razmišljal o tem, kako pravzaprav se na to odzvati in kako pravzaprav prispevati k temu, da bi se tudi tisti, ne, ki se dolžni kaj narediti, neposredno začeli tega zavedati. Tako, jaz sem premustil. No, zdaj imamo tukaj tudi našega nekdanjega predsednika in aktualnega podpredsednika, ki je očitno našel primetni reči, ampak ne preveliki. Tako da vam bo, upajmo, povedal vse o tem, o čemer še nismo slišali. Jaz sem skrbi, da tako rečem, letos na gledu dve stvari. Prvo okroglo mizo pisati v družbi, ki je samo še javnost. Tukaj ne rečem, da pravzaprav naslov v nekem smislu poveže vse. Ni samo v naši družbi, to prav pa v našem okolju v Sloveniji in bi rekel še posebej v tem delu Evrope, ne, na vzhodu in v centru Evrope, pisatelj degradiran na stopno tistega,
tistega, kar dela, v tem smislu, da se tisto, kar dela, prodaja kot izdelek in tako naprej, kot blago in je pisatelj samo to, kar lahko proda. Če čisto preprosto povem. Tako je pravzaprav po celem svetu, to je posledica, vsi vemo, nekih globalnih procesov na Zahodu in pa torej tudi na Daljnem vzhodu, pa tudi v Avstraliji in drugod, je to posledica globalizacije na knjižnem trgu, predvsem v tem smislu, da so velike založbe, nekatere velike založbe, in tukaj gre samo za 2 ali 3, prevzele praktično vse knjižne police na tistih točkah v mestih ali pa v državah, kjer se da pravzaprav knjige poceni in hitro prodajati, na letališčih, v supermarketih, in knjigarnah. Knjigarn je vse manj, obstajajo velikanska mesta, milijonska mesta po svetu, kjer ni več niti ene knjigarne in tako naprej. Zakaj se to dogaja, je pač predmet, in kako se to dogaja, je predmet te debate. Dobil sem do zdaj 11-12 prispevkov na to temo. Skratka, pisatelji so se zelo angažirali na to temo in so prispevki njihovi varirajo od ugotavljanja, da seveda se ni devaluiral sem pisateljski poklic, ampak so se devaluirale vrednote, na katerih pravzaprav temelji umetnost. Umetnost je danes je drugačna, kot je bila v 20. stoletju in se tudi v nekem smislu drugače javno komunicira, kar je pač v drugačni vlogi in na drugačen način naslavlja sama torej svoj subjekt oziroma objekt, in to v vseh zvrstah umetnosti. Recimo, če tule imamo moderno, pred sabo jo imamo galerijo, če pogledamo, v galerijah, pa na razstavah in tako naprej, glavne zvezde niso več slikarji, kiparji in tako naprej, ampak so vstavljavci razstav, to se pravi kustosi, kuratorji in tako naprej. To je potem na filmskih festivalih niso več glavne zvezde, režiserji, kot so bili včasih in drugi ustvarjalci filma, ampak seveda tisti, ki te filme izbirajo in žiranti in tako naprej. Skratka, to so znani procesi, ki se niso začeli v tem stoletju zdaj, ampak se pravzaprav vlečejo že nekaj časa in so pač, se prej dejal, zelo verjetno posledica globalizacije in spremembe na ravni vrednot v človeški družbi, ki pač pogojuje ali pa ne pogojuje potem tudi samo pisanje. Druga stvar, ki jo imam na skrbi, je pa seveda obisk oziroma naša počastitev, ali kako bi to rekel, bivanje med nami, našega častnega gosta, to je John Ralston Saul, predsednik Mednarodnega PEN-a, ki je tudi avtor knjige Mračni odkloni, Dark Diversions, ki je išla, ali pa, je že išla, ali bo išla, pravkar je išla pri torej Celjski Mohorjevi založbi, v prevodu, mislim, da Nikija Neubauerja, in s to knjigo hočemo nekako v letu, ko se John Ralston Saul, veliki kanadski filozof in pisatelj, poslavlja od svoje funkcije, dvakrat zaporedoma je bil izvoljen predsednika Mednarodnega PEN-a in nam je bil v tej funkciji izredno naklonjen, bi rekel, najbolj od vseh tistih ljudi, ki so, vsaj kar se jaz spomnim, vodili Mednarodni PEN. Njegova zasluga je tudi obrat, da tako rečem, PEN-a v te nove čase. Skratka, PEN se je iz enega kluba, kar je bil še v času, ko sem jaz pristopil, oziroma so mene povabili v PEN, primera, da je bil to pravzaprav, ko se je tudi imenovalo, klub PEN, je prerasel v NGO, se pravi nevladno organizacijo, ki po številu svojih članov
in članic, obsega kar 150 centrov po celem svetu, ima okrog 20.000 članov, skratka pisateljev, in je druga ali tretja za Amnesty International in pa Zdravniki brez meja najmočnejša nevladna organizacija na svetu, s posebnim statusom v UNESCO in torej je pridružena članica, in pa v Združenih narodih. Letos bomo na njegovo pobudo sprejeli v Quebecu, kjer bo kongres v jeseni, kongres mednarodnega pena, tudi posebno deklaracijo, ki bo posebej, in to me še, ker se pač sam tudi ukvarjam s tem, posebej drago, poudarila pomen prevajalcev in prevodov v književnosti. Tako rekoč 70% vsega, kar beremo po svetu, oziroma berejo ljudje, je prevod, in brez prevodov ni našega vpogleda v svet, ni primerjanja s tistim, kar sami ustvarjamo doma, skratka to je najpomembnejše, ali pa eno najpomembnejših poglavij našega pisateljskega dela, in s tem se ukvarjajo ljudje, ki so z večine, torej vešči svojega poklica, obenem pa zelo potisnjeni v stran, in se vsaj odkar tista globalizacija in tisto, kar sem prej, odkar vladajo pravzaprav na knjižnem trgu takšne razmere, kot sem jih omenil, pravzaprav so neka obstranska dejavnost, ki se jih posveča premalo torej, pozornosti, obenem pa bo tudi poudarek na tem, tako v tej deklaraciji, kot tudi potem torej tudi v sami razpravi v Quebecu, je rekel, nuja, da ima tisti, ki komunicira v nekem jeziku, pravico, da tudi če gre za majhen jezik, da o tem, kaj pripoveduje, kako pripoveduje, izvajajo tudi drugi, se pravi, ne gre samo za pravico prevajanja, ampak tudi za pravico prevedenja, kar nas še, jaz mislim, posebej zadeva. In to je vse, kar imamo v tem zapovedati. Razen če, a ste dobili vsi tele provizor, ste vsi dobili tako, da ni treba, da govorim, kdaj bo kakšna stvar. Jaz dodam, da imamo, kot vsako leto, predstavimo gostom blejskega srečanja, tudi slovensko književnost, letos smo imeli večer literature z področja Gorice, stare Gorice, lahko rečem, literarske Gorice. Imate tudi na programu fotografije. Začeli smo pač z obrobnimi pokrajinami Slovenije, imeli smo notranje posamezne pokrajine in razpredamo več stvari. Mogoče bi pa zdajle Tanja Tuma nam povedala kaj o programu ženskega odbora. Hvala lepa. Pripravil. Ja. Nekako že drugo leto oziroma več let se ženske tudi na Bledu srečujejo in ker je veliko tudi članic mirovnega odbora, se nam je zdelo smiselno en dan pred samim začetkom srečanja pripraviti nek sestank, tudi okroglo mizo. In sicer na temu sestanku, kjer bodo članice ženskega odbora Slovenskega centra PEN, Mira, in članice Mednarodnega ženskega odbora oziroma mirovnega komiteja, se bomo pogovarjali o dveh stvareh. Prva stvar je oblikovanje besedila deklaracije o pravicah žensk. Ravno tako nam je mogoče tukaj samo po sebi umevno, da imamo ženske volilno pravico, pravico do izobrazbe in tako naprej. Po svetu in tudi v določenih centrih PEN-a ni vedno tako. In to deklaracijo, osnutek je pripravila gospa Klara Franceschetti, ki je zelo aktivna članica Mednarodnega ženskega odbora. In
To bo prvi, recimo, del tega našega sestanka. Drugi del pa se bomo spraševali v obliki različnih diskusij in referatov o socialnih medijih in ženskah v odnosu do teh socialnih mrež, recimo Facebook, Twitter, karkoli, kaj ta socialna omrežja pomenijo za ženske, ali jim lahko koristijo v dani situaciji, ali jim mogoče škodujejo. Uvodni referat bo pripravila dr. Ana Marija Sobočan, kajti delno je tudi to njeno področje. Nadaljevale bomo pa pač skupaj. Ja, če dovolite, se mi zdi zelo pomembno, da omenim, da je Mirovni komite in skupaj s Slovenskim penom dal pobudo za festival obrazov miru in to že pripravljamo drugo leto. Namreč zakaj gre? Nočemo biti nek elitni klub, ampak želimo, da tako literatura, tako kot misel prodre tam, kjer nastaja, kjer se rojeva. In tako že v drugo. To je že bila tradicija, da grejo literati nekako naokrog po drugih krajih, od Trzina, Kranja, Bleda, Radovljice. Tokrat pa gre že v drugo, da literati posebej napišejo kakšno poezijo ali pa kratko prozo na temo miru. In ta drugi festival poezije o miru bo tudi letos. Imate program v tej knjižici. Lepa hvala kolegici Figeniji, da je toliko prevajala, to predstavljala. No in drugi spremljevalni program, ko imam že besedo, pa moramo reči, da tudi že v drugo zdaj vabimo gosta in imamo Bled pred Bledom. In tokrat smo povabili ponovno Andreja Kurkova, namreč že lansko leto je bil tukaj za obrazje miru, ampak letos smo rekli, pa mu dajmo posebno mesto. Gre za izjemnega pisca, ki je prevajan v 30 jezikov in je nekako postal svetovno znan in bo že jutri, se pravi v torek, zvečer ob 19. v dvorani v kavarni Union, predstavljal svoj dnevnik, majdanski dnevnik, saj je tam poročal celemu svetu, hkrati pa tudi svojo literaturo. Tukaj imam njegov zadnji roman, Podshumni koncert, Jimi Hendrixa. Gre za izjemnega pisca, ki bi rekel ta ludistični ruski stil, to rusko fantastičnost nekako spremeni kot neko ironijo, kritiko posttotalitarnega sistema, ki še nikoli ne mine in ki še vedno traja. Dodatno sem vam dal revija, Mohareva revija Zvon, nam je prijazno naklonila svoje strani za ta majdanski dnevnik, ga imate tukaj. Noter sem pokazal opis tudi Kurkova, ker imam to revijo v roki, naj povem, da je Mojca Seliška na odlično recenzijo John Ralston Saulove knjige, imate tudi tu na razpolago in se mi zdi prav, da je neka odmevnost ali pa mogoče tukaj naznanilo Bleda že v Ljubljani. Onkraj tega samo še povemo, da se je hotel srečati z John Ralston Stonom, ki je Solom, ki odhaja sedaj. Moramo se to povedati, kaj je na glasu naš bivši predsednik, da je John Sol bil strašno naklonjen slovenskemu penu, tudi samemu Bledu. Pred 3 leti je na svetovnem kongresu pena v Tokiju razglasil Bled za think svetovnega pena, se pravi laboratorij ali kovnico idej. In tako tudi zdaj rad sem prihaja. Kaj nekaj potem dela drugih 150 centrov? Mogoče, če lahko še dodam še eno aktivnost letošnjega srečanja, pri kateri sem tudi sodelovala, in sicer je to program, šolski program. Že lansko leto je Slovenski center izvedel natečaj, na katerem so otroci iz osnovne šole pisali spise in prispevke na temo miru. Letos smo ravno tako izvedli dva natečaja, in sicer v osnovni in srednji šoli.
Mogoče je malo bolj zanimiv ta srednješolski, kjer smo dobili izjemno veliko dobrih esejev. Eseji so potekali v okviru teme Jaz na svetovnem spletu. In srednješolci so bili razdeljeni v dve kategoriji, in sicer prvi in drugi letnik in drugi in tretji letnik srednjih šol, ne samo gimnazij. Poudarjam, zato ker pač imamo dva potem zmagovalca. Prvi je gimnazijci iz prvega letnika, mislim, da bomo lahko ime posredovali, se upravičujem, Tilen, ne morem zdaj le, ampak skratka je napisal odličen esej, kjer se sprašuje o življenju, ki je v digitalnem stanju za ekranom in o svojem lastnem življenju, občutkih, telesu in tako naprej. Drugi je pričevanje tudi mlade dijakinje iz tretjega letnika, kjer pa popisuje predvsem probleme, s katerimi se mladi na svetovnem spletu soočijo, zlorabe, tudi recimo želja po končanju življenja in kako so ga v tej klepetalnici tega fanta nekako rešili. Skratka, dobili smo, mislim, da okrog 40 odličnih esejev in poleg tega bomo pa člani in člani svetovnega PEN-a v okviru petkovega programa tudi nekaj šol obiskali, tam govorili o sami organizaciji PEN-a, o njenem pomenu in skratka skušali mlade angažirati, da razmišljajo o problemih in da se tudi aktivistično vključijo. Če dovolite, sem kratka informacija, ne vem, če bo za novinarje to zanimivo, ampak za predsednikom John Stolom se želim srečati tudi predsednik Republike, gospod Pahor, imamo sprejem s ostalimi vidnimi predstavniki mednarodnega PEN-a. Druga stvar, kar je pomembna, je ta, da bo Bled zopet ne samo konnica idej, ampak pripravljalnica prihodnosti svetovnega PEN-a. Na PEN prihajata dva kandidata za naslednika, predsednika mednarodnega PEN-a. Prva je gospa Vida Ognjenović, ki je nekdaj režirala tudi po slovenskih gledališčih. Vida Ognjenović prihaja iz Beograda, je ugledna dramaturginja, pisateljica. No, drug je pa Sam Kurkov, njega pa predlagajo Francozi tudi za predsednika in gotovo bomo v prihodnosti PEN-a govorili tudi z vodstvom, londonskim vodstvom in ostalim vodstvom. Tako da se stvari rojevajo tudi na Bledu. Ja, mogoče bi samo še za nekaj, kar moramo dodati, ker za šolski program, v katerem ste prej nekaj slišali od Sanje, smo dobili tudi sponzorja, oziroma so nas sponzorirali in moramo ga omeniti. To je Clifford Institute iz Anglije, vzgojni inštitut iz Anglije in v tem času, ko nam skratka sponzori bežijo na ko golobi, kadar se spustijo iz strehe, je to hvale vredno, da nam je uspel pridobiti vsaj enega velikega in mednarodno zelo torej ugledno institucijo, da sponzorira ta del našega programa. No, to, kar je odlično, da ta program, ki ga drugo izvajajo, pa Tanja Tuna, se nam zdi zelo pomemben, namreč to je tudi uresničitev ene izmed točk Blejskega manifesta, da imajo otroci pravico tudi do vzgoje, do miru. Celo smo predlagali spremembe šolskih programov, da se otroci ne učijo samo o vojnah, ampak tudi o zgodovini miru in to je uresničevanje tega programa. In ta program je bil na Svetovnem kongresu PEN-a lansko leto v Kirgiziji omenjen kot model za ostale centre PEN. No, zdaj pa mislim, da smo dosegli točko, ki se jim v britanskem parlamentu je reče question time. Tako da prosim navzoče predstavnike srednje sile, da se opogumijo in lahko malo tehničnih podatkov, koliko jih povabi, koliko jih pričakujete, koliko jih držav. V materialu imate 30 znam, se vam to. Ja, sem vse piše točno. Člane in ja. mogoče lahko rečem dve besedi, ne? Ja. Kot vsako leto povabimo vse člane, ki so člani mirovnega komiteja, ne? To so vsi
Potem povabimo še tudi take centre, ki niso člani mirovnega komiteja, so pa recimo tradicionalni gosti našega srečanja, predvsem okoliški peni in tako. No, letos je nekoliko manj prijav kot recimo lansko leto. To se pravi, da se kriza čuti povsod, ne, tudi v tem. Kajti celo nekateri, ki prihajajo, prosijo, da ne bi plačali kotizacije ali pa da bi se jim zmanjšala kotizacija. Ne. Kar pomeni, da tudi drugi centri, ne samo slovenski center, ne, nimajo sredstev. No, bo pa prišlo, je pa, če preštejete, če se ne motim, je tujcev čez 30. Ne. Centrov pa bi morala zdajle, se lahko preštejemo, koliko je centrov. Je gradivo na voljo za vse najbolje? Gradivo je na voljo za vse, ki prihajajo in za novin. 27 pa slovenski, ja, 27 centrov. To je pravzaprav lepo, a ne? Računajte, da ti donatorji, sponzorji kopnijo, se manjšajo, da je mirovni komitet z velikim veseljem bi povabil iz teh nevralgičnih točk konfliktov, ljudi, ki bi pričevali, ampak enostavno nimamo sredstva. So nam pisali, da bi radi prišli, ampak če mi ne najdemo sredstva, jih ne moramo povabiti in to je velik handicap. Ne vemo, kako bi to dosegli, a ne smo bili tudi na Ministrstvu za zunanje zadeve, da pravzaprav mi uresničujemo zunanjo politiko Slovenije. Mi smo tista predhodnica, kjer dosežemo, da se predstavniki sprtih narodov začnejo pogovarjati med seboj, ampak vse naše delo temelji na prostovoljnem delu, smo pa ljudje dobre volje in če bi imeli možnosti, bi seveda Bled postal še večje žarišče, ne, oaze miru. No, res, tukaj bi se morali... Prosim? Če ministrstvo ni vedno meni podpora Jak. Ne, govorim za zunanje ministrstvo, so nadušeni, nas pozdravijo, ampak pravijo, da za to nimajo sredstev. Res je pa, ne, da je Ministrstvo za zunanje zadeve pred leti pravzaprav ukinilo svoj oddelek za kulturo. Ne. Ker prej so oni imeli posebno službo za kulturne odnose, da tako rečem, medkulturne odnose, in da so to ukinili, da se zdaj pač tam še ena oseba na ministrstvu, kolikor se ukvarja s tem poleg ostalega dela. Je pa treba reči, ne, da pa po drugi strani so pa nekatera predstavništva pa kar aktivni, ne, nekateri konzulati, ne, recimo nekateri redno organizirajo razstave, recimo, ne. Tako da slika je ni zgolj črna, ne. Kakšen procent pa financira Jak? Jak? Ima celotnega glede na, zdaj je tako, ne, mi seveda ta proračun iz leta v leto krčimo, tako kot se krčijo sredstva, ki jih dobimo. Ne. Hkrati, tako da, če bi gledali, ne, razmerje, kako so se ta sredstva zniževala, so se od predlani na lani znižala skoraj za 40%, se je znižala dotacija za Blejsko konferenco, ne. Tudi od lani na letos nekaj, pri čemer, ne vem, če smem zdaj to jaz govoriti, no, ampak ne vem, kako prijasnila. Ja, pri čemer je razlog, to zdaj bolj razumem, kot sem prej razumel, ne, v tem, da je preprosto pritisk neprimerno hujši iz leta v leto. Ne. Zato, ker so kulturniki po Sloveniji pogrunta, da je smiselno se organizirati
v oblikah, ki na nek način a priori pravzaprav te postavljajo v položaj uporabnika javnih sredstev. In zato se je v zadnjih letih v Sloveniji rodili zelo veliko na novo. Recimo, vi imate 3-4 nova gledališča, ki so nastala v zadnjih 10 letih in tako naprej. Ne? Kar je vse zelo fino, ne? Fajn je, da ima Ptuj gledališče, tako. Ampak to pomeni, da ni tako eni proračunski porabnik več. Sredstva so se od leta 9 do letos znižala od 205 na 155 milijonov za kulturo. Ne? Tako da je to... Ja, ampak šolsko ministrstvo bi verjetno lahko vsaj obrazni minuto financiralo, če bi ga nekaj želja. Mislim, lahko bi, kriterijem bi verjetno sam festival oziroma spremljevalni program tam ustrezal. Ja, še nekaj bi rad dodal, no. Če se že pritožujemo, ne. V prejšnjih letih je tudi seveda predstavništvo Evropske unije pri nas prispevalo nekaj denarja za celo stvar letos, se pravi, odkar je novo vodstvo, se pravi, nova Evropska komisija z novim komisarjem, je ta program kulturne izmenjave popolnoma ukinjen. Izgleda, da je kultura v tem smislu pač ne zanima več in zanimajo samo še banke in tako naprej, če malo kar to govorim. Skratka, tega programa ni več, po katerem smo se mi financirali in seveda, tako kot če prijete v trgovino. Če nimajo blagajne črka tistega knofa, kamor bi pritisnila, potem ne boste iz te blagajne nič dobil. Ampak jaz mislim, da smo se zelo, torej, če povem tako, da smo se dobro znašli, da smo to dobro organizirali, ker jaz sem bil pravkar v Barceloni na sestanku ravno tako oziroma srečanju lingvističnega, se pravi jezikovnega odbora in odbora za prevajalstvo, ki je tudi eden od važnih odborov svetovnega pena in torej mislim, da smo 3-krat večji, kot so tam. In tudi tam so se pridružila, da pravzaprav je samo na koncu sem tudi Penni naždal zraven, so mednarodniki, ki so do zdaj vedno prispevali. Samo še mesto je daljniški. Ko sem jaz prevzel predsedstvo, ki sem letos bil, hvala Bogu, z njega po 2 mandatih razrešen uspešno, pred 7 leti, lahko rečem, da je od takrat do danes upadlo financiranje, če vzamem še sponzorje, za več kot 50%. Obenem se pa število, kot ste slišali, udeležbe posamičnih penov se je približno takrat od 100 pisateljev, sem smo šteli tudi slovenske pisatelje, kolikor jih bodo tudi letos, se je torej za polovico letos na približno 50. To je pač realnost. Zakaj do tega prihaja, je torej razen financa, mislim teh. Pač je tukaj še en razlog, ki imajo v ozadju seveda tudi finance, je to, da mi smo prisiljeni želani skrčiti program za en dan, pri čemer so pa kotizacije, se pravi tisto, kar morajo posamezni penja, ali pa tisti, ki se udeležujejo tega uplačati, ta vsota je postala enaka, če smo hoteli to stvar sploh organizirati. Letos je enako, skratka imamo en dan manj, pa moram reči, da smo še, recimo, če prej sem za primer dal Barcelono, da smo še zmeri precej cenejši in imamo precej lepši in boljši program. Prostite, če Saš lahko še kaj pove zdraven. Včeraj dopoldne sem bil še v Franciji in ravno Franciji ima isto težavo kot Slovenija, Evropa pritiska, zmanjšate deficit. Vsa ministrstva, razen 3, med njimi kultura, šolstvo ostane nespremenjeno. To je stvar politične volje, kako hitro bo naši zavesti, da kultura, naša identiteta, temelj državnosti, ne bo več teh hudih debat in ne bomo, kultura ne bo tista, ki bo ravno tako kot
kaj zvemo, delektaturizem dobil nekaj manj. Ne. Se pravi, to je prav, to mora stopiti našo zavest, kako to doseči, mi sami ne moremo brez vas. Hvala lepa, karkoli boste o nas pisali. Moja usoda je očitno, da prevzemam ustanove in organizacije tik pred propadom. Leta 1988, ko se je Državna založba Slovenije odločila, da bo sodobnost vrgla na cesto, ker mi ne prinaša nobenega denarja, je Ciril Zobec v Naglici poiskal novega urednika. Tukaj zgleda, da bom se moral predvsem ukvarjati z reševanjem obstoja našega centra in obiskati nič koliko stricev po Sloveniji in Ameriki, da dobimo kaj denarja za nadaljnje delo. Jaz bi tukaj vseeno poudarila, da pravzaprav edini naš sponzor letos je Krka, ki že dolga leta nas pač z majhnim prispevkom, ampak stalno sponzorira. Seveda smo jim hvaležni. Drugače so pa predvsem v drugačni obliki, v naravi, ponudiš dvorano za ston, občine ponudijo dvorane za ston, ali pa kaj takega, osebe za ston delajo. Ta šola za management na Bledu nas tudi gosti. Skratka, dajo v naravi. In jaz bi, če smem, čeprav seveda se ne bi, torej nočem iti v polemiko s predsednikom, ampak torej, kolikor vem, razen če se je v zadnjem mesecu kaj spremenil, je ta PEN daleč pred tem, da bi propadel. Jaz mislim, da ni pred propadom. Mislim, da sem ga zapustil v dobri kondiciji, v dobrih rokah. Jaz zdaj upam, Je pa seveda, imamo pa enak problem, kot ga imajo vsi pisatelji, torej penovski po celem svetu. Če pogledate, recimo prej sem omenil konferenco v Quebecu. Stroški za organizacijo take zadeve na enega člana, ki se bo udeležil recimo iz Evrope, iz centralne, vzhodne Evrope, recimo iz nas, znašajo skoraj 2000 evrov. To je, jaz sem že, mislim, rekel članom borda in tudi predsedniku, za božjo voljo naj poskušajo seveda nekaj narediti, da bi se ti stroški znižali, pa da imajo recimo kongres PEN-a v enem najdražjih mest na svetu. To je velikanski problem. Zdaj razpravljali bojo pa v Afriki, pa v Aziji, kamor Afričani in Azijci ne bojo mogli priti, ker ne bojo imeli denarja. In tle zdaj ta problem. Mislim, skratka, govor bo o enih ljudeh, unih pa ne bo tam. Mislim, to je tipičen ta zahoden, recimo ta odnos do teh stvari. In skratka, tle so morali tudi v PEN-u nekaj menjati. Glavna težava, če to povem kot pač bivši predsednik, ker je bil velik problem, s tem smo se srečevali in tega še zdaj ni mogoče rešiti. Glavna težava te zadeve, Bleda, pa vsega tega, kar imamo tukaj, glede PEN-a, je to, da seveda slovenska kultura in institucija te kulture, predvsem slovensko ministrstvo, podpira jasno slovensko literaturo, slovensko kulturo in promocijo te zadeve v tujini, kar je razumljivo. A veste, mi pa nismo ustanova za promocijo slovenske kulture v tujini. Mi smo pa nevladna organizacija in seveda, kot mejhen, kot imamo neko nalogo od nekdaj, že od prvega PEN-a naprej, da seveda poskrbimo tudi za to, da gre veliko ali pa čim več naše tiste kulture, v taki ali drugačni obliki. Prej ste slišali, da bomo predstavljali Goričane, vsako leto predstavljeno je tako mehko zadevo, da gre ven. Ljudje, ko smo predstavili Rezice, so bili šokirani, te pisatelji, šokirani, ker ko so videli, da to mogoče par sto, mogoče par tisoč ljudi govori še ta jezik. Obenim so pa videli, kakšne izdelke literarne in kako daleč sega recimo ta literatura njihova, niso mogli verjeti in so rekli, zdaj pa razumemo, zakaj ste vi kot majhen narod, če sploh meri obstajate, pa imate svojo literaturo. To je neverjetno. Mi smo zares narod knjige. Nismo Židija, ki so tudi narod knjige, ker smo
na drug način narod knjige, ampak smo narod knjige in enostavno se treba tega zavedati. In samo še, da končam to tirado, da ne bo predolgo, rekel bi to, ker se je svetovni pen preusmeril, ker se je predrugačil, je postal nekaj drugega, kot je bil, skratka, ni več debatni klub, ampak je nevladna organizacija, ki poskuša s konkretnimi akcijami in spada pod marelo, pod vežnik nevladnih organizacij in je dejavna v Združenih narodih in v UNESCO, je seveda logično, ne, da se bi morali, ali pa se moramo tudi mi temu prilagoditi, ne, in biti deležni financiranja kot nevladna organizacija, ne pa kot festival. Mi nismo Vilenica, a razumete? In Vilenica dobi 3-krat ali pa recimo 2,5-krat več denarja, kot ga dobimo mi, spet iz razumljivih razlogov, ampak ne pašemo v model več. Tukaj je glaven problem in jaz upam, da bo pač Ministrstvo za kulturo čim prej sprejelo zakon o financiranju ali pa sofinanciranju, da tako rečem, nevladnih kulturnih organizacij, ker takrat, ne, kot je zdaj naš predsednik malo, kako bi rekel, ne vem, ali ironično ali pa črnogledo rekel, ne, ampak takrat se nam bodo tudi vremena malo bolj, upam, da je zjasnila, ker bomo pač nastopali v javnosti in pred kulturnimi institucijami kot to, kar dejansko smo. Jaz sem pripričan, da bo za to poskrbel državni sekretar za kulturo, ki sedi na obeh stranih. Kar se pa tiče poslancev v Evropskem parlamentu, pa seveda ne rečejo tako, kot je rekel Göring, kadar slišim besedo kultura, sežem po pištoli. Poslanci v Evropskem parlamentu rečejo, kadar slišim besedo kultura, sežem po slovarju. Tem je problem. Ampak mi jih izvolimo, mi jih pošljamo. Pa to ne po angliško-slovenskem. Dragi kolegi novinari, videli ste, da imamo pluralnost znotraj pena, ampak oba predsednika imata prav. Na eni strani ima prav naš bivši predsednik, da bomo ostali druščina, ki živimo v kulturi, bomo še vedno ustvarjali. Na drugi strani pa smo veseli novega predsednika, ker je obljubil, ni treba slovenski pen reševati, ampak Bled pa je treba rešiti. In če ne bo nekaj, ne bomo vzdržali, poslušajte, zdaj smo mi v deficitu, ne vemo, kako bo. Ne? In to res, če... Pravkar smo slišali, da smo v dobrem stanju. No, slovenski pen, ja. Ne pa Bled. To sta dve institucije. Sam Bled je treba rešiti. Srečanje samo pa je pod vprašanjem. To, kar je tako je. Dokler sami čakčite. Če ne štartamo s črnogledostjo, no, ni, ne rekel sej. Preočital potem, seveda ne bom se vprašati. Če je na začetku